Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometnega prvenstva. Še enkrat z komentatorskega mesta tu v Mariborskem Ljudskem vrtu. Pred nami je torej eden od derbijev četrtega kroga Lige Telemach. Maribor in Koper se bosta udarila. Dve od treh trenutno neporaženih ekip v slovenskem državnem prvenstvu. Ob Mariborčanih in Koprčanih le še Celjani niso okusili grenkobe poraza na začetku te sezone. Tukaj ste za hip videli dva nogometaša, ki smo ju poleti spremljali tudi na svetovnem prvenstvu. Serija in Rekika, oba sta dobila tudi določeno minutažo, pa ob Leo Štulcu, novi koperski okrepitvi, še zadnjo mariborsko pridobitev, seveda Luko Zahoviča, ki bo tekmo začel na klopi za rezervne nogometaše. Tule vidimo tudi Anta Guberca, ampak Mariborčani so tule zlahka prenesli žogo na polovico tekmeca. Cipo zdaj lepo proti Bumbiču, tole je priložnost za Maribor. Bumbič podaja v sredino, še nevarno in Maribor vodi, strelec pa je Žiga Repas. Krasna akcija Mariborčanov, veselje seveda navijačev za južno tribuno na ploščadi. Bumbič je krenil po levi strani. Zdelo se je, kot da so si vijoličasti že malce zapletli položaj, ampak kakšna podaja je bila to na rob kazenskega prostora, povsem na drugo stran. Repas pa je dokazal, da je zelo razpoložen za te zaključke. Že prejšnji konec tedna v Celju, tole je Bumbič, pogledajte, lepo pogledal, povratna žoga in potem iz prve. Krasen zaključek Žige Repasa, več kot leto je potreboval za zadetek v prvi ligi. Potem pa je ta svoj strelski post prekinil Celju. Tule ste videli, da je žoga tudi nekoliko skakala, kako jo je poklopil, po domače povedano. So bili recimo v pretekli sezoni dveh, pa zdaj Ronkal poizkuša, podaja na rob kazenskega prostora. Rimac išče prostor za strel in obramba Alžbeta Juga. Tokrat bo izvajalec Matondo. Ček in Hartherc sta se iz zadnje vrste zdaj seveda prestavila više ob tej prekinitvi. Bil viher. Pravzaprav bolj podajal na roče Alžbeta Juga. More biti podvojili to svojo prednost, ki jo še vedno držijo. Za zdaj minimalno od 10. minute dalje. Ko je zadev Žiga Repas. Guček. Manseri, dobra podaja zdaj za hrbet gorskih branilcev. Manseri iz ozadja Diawara, močno, zelo nenatančno. Viher. Žiga Repas, priložnost za Mlakarja. Mlakar strelja, vratnica, ostaja 1-0. Baš je tule obranil, odbil žogo v vratnico. Nosu. 67. minuti je Bravo prišel do izenačenja. Čipamba strelja 2-0. 65. minuta, še en krasen zadetek v tem četrtem krogu državnega prvenstva. Isak Čipamba je tule vzel zadevo v svoje roke in potem z levico natančno nameril desni zgornji kot gola Luke Baša. Kot vidite, njegov drugi zadetek v tem državnem prvenstvu. Ronkal se pritožuje pri Šmajcu, išče prekršek. Za zdaj kaže, da bo zadetek obveljal. Tudi tale ples sta izvedla Bondo in Čipamba. Poglejmo, Žiga Repas podajalec, Čipamba pa potem z kakšnih 18-19 metrov dovolj močno in natančno, da je bil tudi Baš prekratek. Guček je malce zamujal v bloku. Prvi kot za Maribor sploh na tem srečanju. Karničnik. Podaja proti Cipotu, ki tule ni pričakoval, da ga bodo Koprčani kar pustili sami. Vrnil v svoj matični klub. Zdaj pa napaka Karničnika. Ruedl mu je ukradel žogo. Ruedl strelja, vratnica in ostaja 2-0 za Maribor. Čulac
Štulac proti oddaljenejši vratnici. Nevarno za mariborska vrata. Eden od Koprčanov je obležal pred golom. Štulac vrača Ndiayeju. Ronkal. Je ta za trenutek obležal, zdaj je že na nogah Matondo. Priložnost za Agyemanga prek vrat. Pravljeno priložnostjo Ruedla morda odpeljal vlak, da bi se resnično lahko aktivno vključili v iskanje kakšne točke v Ljudskem vrtu. Bo Ndiaye prišel do žoge. Špamba se je ponovno vrnil. Ndiaye dobro v prodoru, priložnost. Še ena zamujena priložnost. Za zmago, ko sva se pred začetkom tekme pogovarjala, ste omenili, da bi radi videli 90 minut dobrega Maribora. Je bil to približek temu, kar ste želeli videti, predvsem vstop v drugi polčas in skoraj celoten drugi polčas je bil spet nekaj podobnega, kar smo videli na začetku tekme proti Celju? Hvala za čestitke, mislim, da je zmaga popolnoma zaslužena, da smo bili boljši tekmec, kljub temu, da smo igrali proti dobremu moštvu, katero nam je v prvem polčasu z njihovo hitrostjo, pritiskom na našo zadnjo linijo, so nam onemogočili igro. V drugem polčasu tega niso več počeli, je bilo lažje iz te strani. V prvem polčasu, poleg tega zadetka, ki je bil fantastičen, kakšna akcija, noro, smo imeli še kar nekaj situacij, ko bi morali biti boljši. Smo bili zelo, zelo blizu. Res smo nasprotnika ujeli v dobre kontre, v drugem polčasu pa totalna kontrola. Tako da sem zelo zadovoljen. Zanimivo je bilo malce z vaše strani, da se niste odločili za nobeno menjavo na začetku polčasa, pa je tudi to delovalo. Ste kaj malenkostnega spremenili morda? Dobro, korekcijo smo naredili v polčasu. Povedali smo to, kar moramo delati drugače, bolje. In to, kar sem rekel, mislim, da je bilo zelo, zelo pomembno to, da smo imeli bistveno boljšo kontrolo. To je pa zmeraj povezano s tem, ne da ti ne želiš imeti kontrolo skozi celo tekmo, ampak je odvisno veliko tudi od nasprotnika. Še nekaj dodatne minutaže ste lahko proti koncu ponudili nogometašem, ki se počasi vračajo v ritem, počasi tudi kader za vas postaja vse širši, je to dober obet za nadaljevanje? Jasno je, da je dobra stvar, da nekateri fante, ki imajo velik deficit minut tudi iz že pretekle sezone, da je dobro, da igrajo in zadovoljen sem, več ko nas bo zdravih, večjo konkurenco bomo imeli in jasno, da je konkurenca zmeraj dobrodošla. Še za konec, prvo mesto na lestvici v pričakovanju prvega večnega derbija sezone, pogledu naprej. Zdaj smo končali to tekmo in dejansko dajmo zdaj uživati v tej zmagi ta večer in jutri pa se pripravljamo za derbi. Da ne zgubljam besed, derbi je derbi in vemo, kako pomemben je. Temu primerno se bomo pripravili. First of all, congratulations on the win and on a spectacular goal. You started the season well personally and the team. Another win and top of the table. How good is the atmosphere? The atmosphere is good. I think we're playing well. We are as a brother, all of us, and we are happy to have win today because it was important for us to take the 3 points. And now we are first, so I think we are first, so we are all happy about this. When I talked to your coach before the game, he said he wanted to see as close as possible to 90 minutes as what you showed against Celje in the first half. Yeah. How close was there from you guys, what you felt on the pitch? What we felt on the pitch, we scored early in the game, so it was easier. It was easier for us, but we had to come back in the second half with the same mentality. And after we scored the second goal, and after it was most easy. But we know it's always difficult to play against Koper, so we had to be always focused because it's a very good team, and we are happy about this to win. When you shot towards the goal for the goal, did you feel it could go in? Because it was a spectacular goal. Yeah, I felt it. I was very happy because it was a difficult game.
And when we win 2-0, it's better. So yeah, I was very happy. Just for the last thing, an important week is coming up, hard matches coming one after another, probably the most important match if you're wearing the Maribor shirt. How will you look ahead towards the Eternal Derby? We know the derby, it's always the best game to play in the season, so we are already focused on it, and for now we're going to rest. But when we come back in training, we're going to be focused on the derby. Zoran Zeljković, ko smo se pred tekmo pogovarjali, ste govorili o agresivnosti, o hitrem pokrivanju. Delovalo je v prvem polčasu na kljub zgodaj prejetenemu golu. Kaj se je potem spremenilo na začetku drugega polčasa, da ste prepustili ravno toliko pobude Maribora, da potem ni bilo več poti nazaj v tekmo? Zmanjkalo nam je enostavno moči, trenutno nismo optimalni, zgubljaš 1-0, moraš več riskirati, po domač povedan, ampak mi imamo pač določene težave in nismo mogli parirati v tem ritmu. Ampak nenazadnje pokopala sta vas tudi dva odločilna oziroma odlična gola, morda tudi trenutka dveh individualnih kvalitet, tako da verjetno ste tudi sami videli kaj pozitivnega v igri vaših fantov. Premalo, iskreno, če se hočemo kaj iti, se moramo pogledati v ogledalo, to je absolutno premalo, sploh glede na naše želje na Evropo, se pravi ogromno nekih napak, tako kot sem rekel, eni imajo preveč kil, težko tečejo in pol ekipe v bistvu ni naredili priprav, tako da imamo določene težave. Kot sem povedal, ostane nam samo eden način, da pridemo iz tega ven, da smo, bom rekel, tiho in da delamo. Če se ozreva v prihodnost, že imate kaj pozitivnih novic, kar se tiče tega, kakšnih zgodnejših povratnikov že za naslednjo tekmo? Upam, da se nekateri vrnejo, ampak tudi, ko se vrnejo, nekateri morajo začeti trenirati, morajo se pripraviti, tako da moramo igrati pametneje. Veste, v nogometu gol spremeni vse, pač bom rekel, prvič nasprotnik igra čez sredino in nam da gol in potem je vse teže. Tako da po drugi strani pa res, kot sem sam rekel, toliko napak, da seveda enega Maribora s takim načinom ne moreš zmagati. Luka, zagotovo zahtevna tekma z vaše strani, ogromno poškodb, manjkajočih igralcev, pa tudi začela se ni najbolje, zgodaj prejeti gol proti Mariboru, vedno se je težko pobrati, ampak v prvem polčasu se je še nekako zdelo, da bi lahko morda prišli do kakšnega ugodnejšega rezultata. Kaj se je potem zgodilo takoj na začetku drugega, da ste tako izrazito prepustili pobudo nasprotniku? Ja, bila je res ena zelo težka tekma, vedeli smo, kam prihajamo v Maribor, vemo, kakšen Maribor se letos pričakuje z vsemi okrepitvami, ampak vseeno mislim, da smo prvi polčas pokazali zelo dober obraz, ampak tako kot ste rekli, ta prvi gol smo prejeli zelo poceni, ampak po tem golu tudi nismo niti padli, smo naprej igrali svojo igro. In mislim, da smo bili na koncu v napadu, smo prehajali tudi v priložnosti, ampak smo bili premalo konkretni. Drugi polčas pa ja, kakor da smo malo energetsko, malo slabo prišli v drugi polčas. In tako kot ste rekli, pozna se nam tudi ogromno teh poškodb in vsega, tako da bom rekel, da na koncu zaslužena zmaga Maribora, jim čestitam. In to je to. Ampak, če gledamo, da ste vi omenili in tudi trenerji omenil ta energetski padec, torej morda ne toliko kakšnih slabih taktičnih odločitev, se pravi na treningih, v procesu, v pripravah na naslednjo tekmo je to vseeno stvar, ki se jo da lažje popraviti, kot pa neke specifične taktične zamisli. Ja, vem, mislim, naši treningi so zelo konkretni, energetsko in kar se tega tiče, nimam kaj reči, ampak vseeno Maribor je tako kvalitetna ekipa letos, da ko so malo stopili na žogo in so parkrat obrnili stran, s tem so nam povzročili težave in več teka in po moje zaradi tega je vse skupaj prišlo do tega, da smo izgledali, kakor da smo energetsko malo prazni. V naslednjem krogu se vračate domov na Bonifiko, prihaja še en tekmec, bova dejala, ki igra intenziven napadalen nogomet. Kako se ga boste lotili? Pa ja, mislim, če pogledamo našo ligo,
težko je reči, da je kjerkoli ekipa slaba proti komorkoli igraš, je zelo zahtevna tekma, tako da neč, na njih se bomo pripravili isto kot na vsako tekmo. Tako da jutri se spočijemo, regeneriramo in potem že takoj gledamo na naslednjo tekmo, naslednji vikend.